Zdaj pa me nekaj zanima, ne. Malo ga imam na sumu, veš ponovadi gre avto v rikvart skoke, 50 na uro. Dajmo provat, da vidim, do kam stegne. Že nekaj časa nisem vozil po dirkaški stezi, pa zelo vesel sem, da avto, v katerega bom sedel čez par minut, da je to točno ta. Lega. Hyundai i30N, dober znanc komotar minute, tudi v atmosferski testni floti je bil, tisti ta prvi, se spomniš. Se veselim, da naredim kakšen krog, predvsem pa da razložim, zakaj ta avto sploh spet na testu. A veš, zakaj je prenovljen je bil? Saj ne pozab, i30N sem jaz prvič za volan zagrabil že leta 2017, a veš, kje je to? Pa dajmo malo ponoviti, če je bil i30N 4 leta nazaj, pravzaprav ta prav hot hatch rookie, je danes več kot dokazan asfalten atlet in se mu tudi približno ni treba več dokazati. Dokazal se je on ta prvo uro, ta prvo minuto, ki je zapeljal na pisto. Na piste je bil na nek način rojen. Ja, drži, da je korejc, ampak spilali so ga pa na Nürburgringu. Ne pozab, mrzdo je presenečen, ko povem, da je bil človek neposredno odgovoren za to, da je na pisti pa na cesti tako na nek način odličen v veliko pogledih. Človek, ki je bil nekdaj prvi mož BMW M oddelka. Take stvari, to je pomembno. Od tega bom obrnil, ti pokažem, kaj je pravzaprav drugače. Kakšne spremembe so prišle s prenovo, vse jih ni veliko, ampak nekih pa je. Tako da bo boljš, le. Lej, obraz je frišen, maska je nova, nos je spremenjen, nekako v skladu s tem, kar i30 ponuja že v osnovi, pri običajnih izvedenkah. Če sem malo bom stisnil kontakt, da boš videl to novo ledico. Je zdaj ta gumb stari, aha, evo. Kaj zdaj, dela, ne dela, še enkrat. Sem ga moral kar zalaufati, poglej, to je ta V-ledica, moram reči, da zgleda super, mislim, odlično se ukomponira v športni karakter avtomobila. Ja, pa se meni zdi, pa nisem ziher, da ima odbijati še ne par ekstra zavihkov. Na zadku pa nov spoiler, tista trikotna zavorna lučka že dobro poznamo, predvsem pa rora sta zdaj nova, večja, se mi zdi, da je malo lepše ukomponirana v celoten videz i30-ke. Pa ne avto laufa, zato da boš slišal to prijetno, globoko brbotanje. Vidiš, rora sta bila prej dosti preprosta, zdaj pa sta večja, pa tale dodatek s temi luknjami, kaj pa se mi zdi, da sta zaradi tega še malo bolj badass. Dobro, pa so pa še ne druge spremembe, pa malo drugačne luči, pa se veš, taki detajli, ki jih opaziš, če dolgo gledaš, pravno hitro pa... Kaj pa se? Ok, zdaj pa še kabina. Ja, poka pa nič tako prej, orank. Zdaj pa tako, če si i30N poznavalc, bi ti morale dve stvari padati v oči takoj. Ne, to ni volan, ta je z vsemi svojimi stikali ostal praktično enak. Tukaj recimo zbiraš vozne programe, drive mode, ki so v osnovi trije, to se pravi normal, sport, pa eko, to je nekaj tazga, ki se ne rabimo prav posebej učiti ali pa ponavljati. Pod desno prečko pa pol stvari postanejo bolj resne, ko enkrat stisneš, aktiviraš, se ne vem, kako se imenuje, track mode, dajmo temu tako reči, z omejeno elektronko, vidiš, ki ti pomaga, pa potem še custom mode, če se ne motim, ja, točno tako piše. Samo razložljivo se mi zdi, prilagodiš si vse tiste parametre, ki si jih želiš, zato da se ti avto najboljš prilagodi glede na tvoje znanje, želje in tako naprej. Pač izven tistih programov, ki so ti že v osnovi ponujeni. Ok, zdaj pa tiste dve stvari, ki potegneta uč. Ta prva je seveda zaslon. Se mi zdi, 10,25 palca je tale diagonala, ta je zdaj večji kot je bil, pa tudi menijska struktura je nova, posodobljena. Zdaj ekstremno hiter tale sistem ni, to moram priznati. Ampak to ni nekaj, s čemer bi jaz pri tem avtomobilu zgubil čas, če se strinjaš. Ajde, mogoče lahko pokukamo tale N-mode, da vidimo, kaj vse ponuja. To se pravi G-force meter, power, to se pravi, koliko moči v enem trenutku izkoriščaš. To je pa nov prilagojen način prilagajanja avtomobila sebi. To se mi zdi odlično, ker moraš biti res butl, če tega ne razumeš. To se pravi, imamo engine, suspension, steering, ESC, to se pravi stabilnostna elektronka, exhaust sound, ELSD, to se pravi elektronska špera, pa transmission. Ogromno enih stvari, s katerimi se voznik lahko poigra. Glej, ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, suspension, nastavitev vzmetenja. Ta avto v nastavitvi Sport Plus je brutalno trd. Skoraj zagotovo eden najtrših hot hatchov, kar sem jih kdaj pelil. Bog ne dej, da stisneš track mode, pa greš z njim na švoh cesto, ki te bo razmetal po kabini tako, kot še nikoli. Zato bi bilo mogoče smiselno, če bi se s tole nastavitvijo malo igral, da bi vse stvari našilil do konca, ampak suspension bi pustil po njegovi najmehejši stopni, da se tudi cesti najlepš pa najboljš prilagaja, če je ta malo bolj švoh vzdržan. Veš, če recimo nočeš preveč težiti z glasnostjo izpuha, greš lahko tukaj na dol in tako naprej. In ta princip potem lahko nanašaš na vse, kar smo do zdaj prebrali. Razumeš? ESC,
Are you sure you want to turn off the traction stability control? Yes, I am completely sure, ker pomeni, da varnostne mreže v tem trenutku se mi zdi, da ni več. Druga novost, za katero smatram, da je pravzaprav daleč najbolj pomembna novost v povezavi s tem avtomobilom, je tale zadeva tukaj spodaj. Gre za ročko avtomatskega menjalnika. Ne gre za klasičnega avtomatika, ampak za menjalnik z dvojno sklopko DCT uprava pri Hyundaiu, dual clutch transmission, drži. Ročica je taka malo konjska, ogromna, pravzaprav, ampak mi je všeč. Predvsem pa, in to je daleč najbolj pomemben, ful je dober. Jaz moram priznati, da sem bil malo skeptičen. Preden sem prvič ta menjalnik prijel roko in ta avto zapeljal, sem si mislil, da nisem prepričan, ker i30N je precej hardcore avto. In če menjalnik, avtomatik ne bi bil dovolj dober, bi to pokvaril celotno izkušnjo. Guess what? Ta avto sem peljal veliko. Malo tudi že na pisti, veliko na cesti in sem z njim izjemno zadovoljen. Zelo je hiter, odziven, drugače pa ta kabina, če malo razširim tale kot, precej preprosta v svoji zasnovi. In to v tem trenutku sploh ni več pomemben. Pojmo se peljati. Ti zdaj znam šipa žihar malo dol, ne? Se ga malo sliš. Sam ne vem, če te pa mene slišali. Glavno motor, ta ostaja praktično enak, 2.0 turbo benzinar, prej imel ta močni izvedenki 275 konjev, zdaj jih ima malo več, 285, lažem, 280. In mi je šipo kar zaprlo, prav, tudi navora je malo več kot prej, zdaj je švok 40 Nm, zdaj smo pri švok 400, če se ne motim. Zdaj pa, da ga malo slišimo. Tisti dejavnik, ki bo meni pri i30N vedno najbolj všeč, je ravno to, da zna biti fejst pobalinski. Na navadni cesti v najbolj ekstremnem programu mnogo pretrt, zelo neodoben, na pisti pa odličen. Krmiljenje, ajde, tukaj bi se dal še kaj narediti, sem prepričan, da se tega zavedajo tudi tisti inženirji, ki so avto prepravili za na cesto, ampak lej, ne moreš imeti vsega. In jaz sem prepričan, ko ga zašiljam čez tele ovinke, da se sem pa tja dvigne tudi kakšen kolo v luft, ker je dim prav. Lej, pa še na tole tipko bi te rad opozoril, vidiš kaj piše NGS? To je kratica za en green shift. Ker v tistem trenutku, ko to narediš, avto izostri še dodatno vse svoje čute, kar pomeni, da za 20 sekund dobiš ekstremne nastavitve menjalnika, motorja, pa tudi podvozja. In v tistem trenutku i30N rata še malo bolj odpilen, kot je že sicer, čeprav je to na nek način kar težko verjeti. Mislim, užitkarski avto do konca, pa še malo dlje. Tako pa, ko sem zdaj v Rekords hotel še eno predstavo višji dati. Da bi šlo še malo hitreje. No, kaj smo se naučili? Še zmeraj lepo reportaž, še vedno se odličen pele. Za menjalnik se mi zdi, da sem pozabil povedati, da ima 8 stopenj. Poraba te valjda zanima, lej, pri meni je bila med 8 pa 10 oziroma 10 pa pol. Cena. Lej, i30N, če boš zbral tistega tešvoh, mislim tešvoh, še zmeraj je to 250 konjev, pa odlična vozna dinamika. Pa ročen menjalnik v osnovi, seveda, pa bo to koštal 28 490, če boš hotel dodati še avtomatiko, preštej 2 čuka. Če pa hočeš močnega 280 konjev, pa to še 4 ure pa pol več, to se pravi 34 900, pa spet avtomatski oziroma ta DCT menjalnik, zelo dober izdelek, pa pol še 2 ure višji. Jo, v času snemanja so se cene malo spremenile, v povprečju so šle gor za 500, 600, mogoče 700 evrov, vse če hočeš pa natančen vedeti, 5 na hyundai.si, pa tam najdeš zelo hitro. Zdaj pa me nekaj zanima, ne, malo ga imam na sumu, až ponovadi gre avto v Rekords koliko, ne, 50 na uro, dajmo probati, da vidim, do kam stegne. Nič pojmo, 3, 4... Mater leti, stari. 60 na uro. Dobro, zdaj vemo. Ajde. A smisel ti ga nam dal nad za poslušati, kva? Tak butl pa spet nisem. Adijo.